Dober dan, iz ljubljanskega studia 136. A lahko eraš ti mene tole rukat, jaz ne zastopim, jaz se prišla samo po eno stvar, da zaspijem, lahko umiraš, ne zastopim. 15, problem, da imaš tekst in tu, če je ona tečna, imaš da bereš zdaj. Pa kaj ti je pa naredil, sroti Iz Bog? ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Ob 18-letnici plebiscita, ki so jo poslanci in ministri počastili s častno sejo državnega zbora, je vest obiskala državni zbor in preverila zakulisje slavnostne seje. A lahko meni en kofej prineseš zdaj, ha? Enga, pa se ti nam pojedla nočno. Ti se pa eri, mene bad butli, pa kar ne jem jaz ljudi, na. Tukaj so prigrizki ob 18. obletnici plebiscita. Ne vem, če smo razmišljali pred 18 leti, da bomo jedli takšne dobrote. Vsaj nekateri. A mi lahko razložite, gospodična, glede teh letošnjih kanapejev, kakšne so posebnosti? Posebnost kanapeja je v tem, da ga damo lahko naenkrat v usta. Čuješ ti, sem jaz bi tudi nekaj za uste noter dat imela. Da ne bi komentiral, Šiško. Pa kafe bi tudi jaz rabila, se sem tudi že povedala. Lej, sem ti lepo razložila, ne brala, dokaj mi ne boš kafeja. Eno jaz preberem, eno ti prebereš, da bereš. Pa briga me, kako dočeš mi ne daš kafeja, ne brala, resno ne. Ne. Kaj pa te imaš to? Kafej. Kafej. Denis pa je nekdanjega predsednika skupščine Franceta Bučarja vprašal, če lahko rečemo, da je slovenska politika polnoletna. To pa ni pravi kafeja, se ti zajebavaš z meno malo. Lej no, kaj pa te se še temu naredi? Polnoletnost je nek formalni administrativni kriterij. Zdaj, kako se ti obnašaš in kaj pričakuješ v polnoletnosti, pa svoje vprašanje zase. In jaz mislim, da lahko rečemo, smo pa že odrasli. Toliko, da lahko rečemo, da smo normalna država, ker znamo normalno reagirati in smo poslovno sposobni. Kaj to Bučar govori nekaj? Jaz ga nisem, ali čisto zastopila, Ne, ti veš mes kao naredil, lej. A boš naredil mi kafeja, lej, boš rekel dober. To je pa res fajn, te pa jaz prebrala vmes. Daj mi tekst našti mi grna. Nekaj je bilo tam z neko vlado, se meni zdi, na. Daj no. Med tem, ko slovenska politika praznuje, pa največja opozicijska stranka SDS ustanavlja vlado v senci. A ni bila vlada v senci en bard že, ha? Tih bod pa meši. Strokovni svet, kot so jo poimenovali to vlado v senci, bo po besedah predsednika stranke Janeza Janše širil njihov domet in politična sižalka. Prostor. Na vprašanje, a je to res vlada v senci, predsednik SDS odgovarja takle. A pa dej, a lahko tak narediš, da ga mes kaj zastopila zdaj, mislim. On ga prej res nisi nič zastopila. Ambicija je večja. Ambicija je preko vloge, ki ima poslanska skupina, tudi preko partnerstva za razvoj, če bo nastalo, oziroma če se bo obnovilo. Aktivno sodelovati tudi na soncu, se pravi pri oblikovanju rešitev, ker mislim, da je sedaj čas tak, da je v Sloveniji dejansko potrebno združiti vse potencijale. Pa le hodim jaz grta po oni ridi, ali pa sem študirala, porka duši ni pa še tole en tako velik, rjav je bil. Ustanovitev strokovnega sveta je komentiral tudi poslanec SLS Radovan Žerjav in povedal, če je bil povabljen k sodelovanju v svetu. Pa če ti pravim, da ni bil na velik, rjav je bil, pa tak fejsen se ga ustraša, da me head šlo skoraj za grabo. A moraš iti srat? Jaz osebno nisem dobil povabila, sicer pa sem jaz osebno vedno bil odprt, sem vedno pripravljen sodelovati, kjerkoli pomagati, če se kakorkoli da. Komentiral je tudi govorice, da bo sam prevzel vajeti SLS. A že so mi kar šajbe zarusile, tako vreč kafej. Zdaj, kar se pa tiče prevzema vodenja stranke, jaz sem nekajkrat komentiral in pri tem ostajam. Mi imamo predsednika z vsemi pooblastili, zadeva je zaenkrat stabilna, ni nobenih razprtij in nekaj ostaja. Zdaj, ko je glih že Božič, bom jaz kar Fredi Miller.
Jankovića, Zorana župana so mogli med 9. in 15. decembrom ocenjevati občani mestne občine Ljubljana. Kot je pokazala anketa, je z županovim delom zadovoljnih 83,8% vprašanih, z nezadovoljnih pa 14,6%. Z rezultati je zadovoljen tudi sam Janković. Ej, ali bi mogla imeti tek pri obrvah, gr? Ha? Kaj ti praviš? Tek. Hvala za to oceno, no, in bojim, da kaj bo drugo leto. Bo pa to neka zanimiva praksa za naprej, ne, za primerjavo 4 leta, ne. Se vidi, ne, te zadnje ocene ne bo, ne, ker bojo pač volitve, ne. Zdaj vprašanje vprašanje, ne bomo šli na volitve, ampak to bo zadnja ocena. Opakangi protikriznih ukrepov, komentar dneva, pezdirijo rado. Slovenska vlada je nedavno uradno predstavila paket ukrepov, ki naj bi omejili negativne posledice gospodarske krize. Paket sam po sebi lahko istočasno pohvalimo in ga grajamo. Pohvala gre predvsem za zavedanje, da so razmere v gospodarstvu zapletene in da potrebujemo hitre, a racionalno dorečene rešitve, ter da je glede na prvotne govorice iz samega predloga izpadla ideja o povečanju državne potrošnje oziroma financiranju poslovne dejavnosti iz proračuna. Slednje je namreč nedosledljivo, ne samo zaradi slabih učinkov keynesijanske ekonomske politike, temveč tudi zaradi omejitve strani javnofinančnih agregatov. Graja pa gre za prenizko znižanje davčne obremenitve in zaenkrat zelo netransparenten postopek subvencioniranja ohranjanja delovnih mest. Prvič, vlada prepoznava prednost znižanja davčnih obremenitev za ohranjanje investicijske dejavnosti. Zakaj torej tako nizko znižanje? Če odgovor v proračunskih omejitvah, potem naj zniža javno porabo. Drugič, ni jasno najprej, kaj naj pomaga podjetjem subvencioniranje nekaj malega delovnih ur zaposlenih, če v marsikateremu podjetju dela ni niti za tretjino tistega, kar je bilo pred časom gospodarske krize. In dalje, kdo zatrjuje, da ne bodo dobila subvencija podjetja, ki so bila sesuta, že preden je do gospodarske krize prišlo? Vsekakor v paketu primanjkuje ustreznih idej o reševanju kreditnih sposobnosti bank, ki pa so ključne za investicijsko dejavnost gospodarstva in posameznikov. Moj predlog, vlada naj prenovi paket ukrepov, predvsem v smislu odločnejšega znižanja davkov in reševanja vprašanja likvidnosti investicij. Slovenija, 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 kulturac. Samo veš, balenija, a sem čiska pa te... Dajmo to končati na prazniki. A ti mene res ne spomin na zažiganje reformacijskih knjig sta predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, Viktor Žakelj in župan Janković pred mestno hišo prižgala 4 svečke. Predsednika protestantskega društva smo vprašali, kako ocenjuje stanje slovenske knjige danes. Samo meni se zdi, da si ti malo zaljubljen, ne ter ono Katjo, ala? Zakaj, kaj tebe ne maram? Ja. Tebe noben ne mara. Zakaj mene noben ne mara? Še ti 4, ko gledajo, ne marajo. Kar pa zdaj v slovensko knjigo, pa moramo reči, da smo Slovenci pismen narod, zelo ploden narod, z vrsto uglednih založb. Čeprav je seveda na drugi strani problem, da nas je 2 milijona, da nas bere morda 3 milijone in da je to pravzaprav dejansko poseben ekonomski fenomen, da toliko knjig letno sproduciramo in da tolikšni procent Slovencev knjige bere. Ti samo že bila bokser, pa sploh noben ne bi po gruntu, po mojem, da sploh nisem jaz ded pa bokser. Še vreme? Ne vreme, če imamo zdaj ta zadnjo, čisto ta zadnjo dajo imamo pred novim letom. So da ima neka zapela, pa rekla ta fraza ste besede, ko morajo biti takle cajt. Božič, tarara, Jezušček, Jožef Marija, ojoj, sam Joče nič več ne bomo spali, tri kralji še ne. Kralji so še lepo. Pa, srečno novo leto, pa kaj še moramo reči. Vesel Božič. Ja. Iz Ljubljanskega studia 136. To so bile vesti na vesti, pa pazi ti ali eri, da ne v sosedova krava, slučajno crknela, ko bomo si veli, če me for. Pa paste na petarde. Ne, huriti tišat.